V današnjem evangeliju spremljamo farizeje, ki pripeljejo pred Jezusa ženo, ki so jo zasačili v prešuštovanju, in Jezusa izzivajo: učitelj, kaj naj storimo? Po Mojzesovi postavi je treba takšne kamenjati. Kaj pa ti praviš? Jezus pa molči, se skloni po tleh, piše po tleh, po pesku in molči. In ko ne nehajo težiti, pravi Jezus, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In kot vidimo v evangeliju, kot spremljamo, možje kamne spustijo z rok in odidejo, začenši z najstarejšim. V tem evangeliju mi prihaja na misel, na katero stran bi se jaz postavil. Ali med farizeje, ki so v tleh pobirali kamne, da bi jih zalučali v to ženo, ali bi se postavil poleg Jezusa in molčal in čakal, kako se bo stvar razpletla, ali pa bi morda zastopil kako drugo držal in bi čakal, kaj narediti, kaj bo rekel Jezus, in potem se delati heroja, tudi jaz tako delam. V drugi strani pa razmišljam, kolikokrat mečem kamenje besed v svoje bližnje, posebej, kadar mi ta bližnji pokaže hrbet in me ne vidi, torej, če sem zahrbten, ko svojega brata, svojo sestro, ki ima nosim po zobeh in s tem morda celo opravičujem sebe, svoje male grehe ali svoje velike grehe s tem, ko mečem kamne v svojega bližnjega in izpostavljam njegove grehe. Kajti v evangelskem odlomku, če smo pozorni, možje izpostavijo ženo zasačeno v prešuštovanju, nihče pa ne omenja, s kom je prešuštvovalo. In lahko bi celo rekli, če smo malo navihani, da morda celo katero teh farizejev, ki so imeli kamen v rokah, oziroma teh mož, ki so imeli kamne v rokah, ki so to ženo poznali bližje, kot pa samo iz nekaj metrov razdalje. In če bi to ženo lahko zmetali kamne, na nek način bi uničili dokaz tudi o svojem grehu. In tako me tisti kamen, ki ga držimo v roki, nek način izprašuje vest. Najprej meni, posebej Jezusove besede, da je brez greha ne vrže kamen. In tako se mi zdi, dragi bratje in sestre, da tudi nas, vsakega izmed nas vabi ta postni čas, vabi današnji evangelij k tem, da kamenja, ki jih ubiramo po tleh in jih želimo podarjati, če rečem malo tako, svojim bližnjim, da te kamne odvržemo in svojim bližnjim raje podamo roko. Če vidimo, da je šibak, da ne zmore nositi teže življenja, ali pa če vidimo, da pada v grehih, da mu damo roko in mu pomagamo vstati. In tako kot Jezus pravi, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in ne greši več. Se mi zdi, da Jezusova drža nekako taka pričevalna in pa vabilo za vsakega izmed nas, da ne obsojamo, ampak da, tako kot Jezus, dajemo svojim bližnjim vedno znova novo priložnost. Tudi če nas kdo razočara, tako kot Gospod v nam daje vedno znova novo priložnost, v tem tednu začenjamo tudi radijski misijon, ko bo petek spovedni dan in smo povabljeni tudi mi, stopimo pred Jezusa, da odložimo težo svojih grehov, ne samo težo kamenja, da odvržemo te grehe in se ozremo Gospoda in tudi mi prosimo, čakamo, da nam Gospod reče, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in ne greši več. In ko bomo doživeli srečanje z Jezusom in te Jezusove besede, da nas ne obsoja, bomo gotovo tudi sami lažje druge gledali z usmiljenim srcem, zavedajoč se, da moj greh da me moj greh običajno izziva takrat, ko ga vidim na svojem bližnjem. Torej, da pri bližnjem želim popravljati tisto, ker sem sam morda najbolj šibak. Torej, dragi bratje in sestre, naj bo res čas, ki je pred nami, čas preobrnenja, čas upanja, čas opogumljanja, pa tudi čas, ko bomo dajali ne samo sebi, ampak tudi svojim bližnjim vsak dan novo priložnost. Torej, pojdimo tudi mi nov dan, brez da bi obsojali, in tudi mi se varujemo greha in želim lepo nedeljo in vse dobro.